Pozdravljeni v avtomobilnosti. V prav posebni epizodi danes gremo namreč na izlet s peterico Mercedesovih športnih avtomobilov, ki pa ne prihajajo iz Stuttgarta, ampak iz 50 km odmaknjenega majhnega mesteca Affalterbach. Gre za precej majhno nemško mesto, ima samo 4500 prebivalcev. To je nekako, kot bi v Sloveniji imeli Trebnje ali pa... Radenci, Šmarje pri Jelšah, nekaj takega. Nekaj takega. No, kar pa je zanimivo, v središču, ki je seveda tovarna AMG, dela kar 2500 zaposlenih, kar je, na primer, polovica Trebnja dela v enem in istem podjetju. Tako. No, podjetje AMG je Mercedese začelo predelovati pred 58 leti, no, leta 1999 pa jih je pod svoje okrilje vzel Mercedes-Benz. Pri tem je bistveno, da je Mercedes te specialiste za konjske moči, spoilerje in trde vzmeti vključil v svoj razvojni proces. Torej, AMG ni le navaden tuner oziroma predelovalec, pač pa pozna Mercedesovo širšo sliko in to meni veliko pomeni. No, zdaj je čas, da spoznamo to GT peterico, s katero smo prečkali brkine vse tja do Krasa. Ampak, Luka, kaj bi bil tisti glavni skupni imenovalec teh avtomobilov, ki imajo oznako AMG? Ja, to, da od voznika izvabijo kakšen tisti vzklik OMG. C43 AMG. V prejšnji generaciji je imel ta avto še 6-valjni motor, no zdaj pa ima 4-valjni motor. Ampak naj vas to ne zavede, poglejte. Poglejte, ta motor je neposredno plod znanja AMG-jevih inženirjev. Kako to vemo? Po tejle oznaki, na katero se je podpisal sam sestavljalec tega motorja. Če bom poskusil prebrati, mislim, da gre za Saša Hessen-Hündel, nekaj takega. In kaj je pri tem motorju najboljše? Njegova turbina je podprta tudi z elektriko. No in ta električna pomoč omogoča, da je pospeševanje še bolj linearno. No, nasplošno pa 4-valjnik obeta tudi nekaj tistega hot hatch občutka. In kaj pomeni hot hatch? Seveda obeta veliko užitkov v zavojih. Elektrika nas pripelje do modela GLE 53, ki je pravzaprav pravi zastavonoša električnih vozil med današnjo peterico. Zakaj? Gre pravzaprav za priključnega hibrida, ki ima precej veliko baterijo, kar pomeni, da je to na koncu nekakšna športna dvoživka. Torej, v mestu se vozimo potiho in poceni, ko pa pritisnemo močno na plin, pa se seveda sprosti vsa silovita moč tega vrstnega 6-valjnika, ki ga skriva tukaj pod pokrovom motorja. Naslednji je model SL53. Gre za, seveda, Mercedesovo klasiko. To je naslednik tudi tistega legendarnega in pregrešno dragega Gullwinga s tistimi, se veste, galebjimi vrati. No, danes se temu avtomobilu vrata odpirajo popolnoma običajno, tudi ni več tako lahek kot nekoč, pod njegovim pokrovom motorja pa se skriva izjemno zmogljiv in tudi glasen V8. Od čudovitega roadsterja SL-a pa lahko gremo še do enega atraktivnega kabrioleta, model CLE 53 je to, z njim lahko ponovno uživamo z vetrom v laseh, jaz bi ga na primer odpeljal na kakšno slikovito obalno cesto, no, da nam pri takšni vožnji veter ne uniči pričeske, pa je Mercedes pripravil eno tehnično rešitev. S pritiskom na gumb tukaj na sredinski konzoli aktiviramo čisto poseben takšen strešni spoiler oziroma vetrno zaščito, ki potem preusmeri tok zraka, da se manj meša in kroži znotraj potniške kabine. In za konec še paradni konj oddelka AMG, model GT. Ta ima oznako 63, kar pomeni, če malo zamižimo, da je precej podoben tistemu avtomobilu, ki je kot varnostni avto vodil naokoli dirkalnike Formule 1. In mislim, da to pove veliko že samo po sebi.
Tukaj imamo na primer dirkaške sedeže, pa številne dodatke iz ogljikovih vlaken, pa ogromne zavore, ogromen in zmogljiv 8-valjnik in ne nazadnje imamo celo aktivno aerodinamiko. No, Luka, omenil si tistega avtorja motorja s tistim podpisom v razredu C. No, kot sem bral, to ni kar tako. Namreč gre za AMG-ovo filozofijo ein Mann, ein Motor, torej en delavec, en motor. Se pravi, en sam mojster sastavi celoten motor, v tej delavnici motorjev nimajo tekočega traku. No, naš izlet pa seveda ni bil individualen. Na GT vožnjo z atraktivno peterico smo šli v družbi in ob strokovni pomoči 5 vozniških kolegov, ki takšne izlete sami tudi redno organizirajo. So tudi lastniki takšnih športnih in prestižnih avtomobilov in prav pogosto tudi zajetno konjušnico pod njihovimi motornimi pokrovi poženejo v dir, torej niso samo zbiratelji. Ja. In seveda, tako kot mi, se radi vozijo po lepih, slikovitih in praznih cestah. Torej z nami so Timotej iz Rev-Up Tribe ter Luka, Boris in Gal iz Cars and Friends. Torej, predebatiramo, kaj smo se naučili med vožnjo. Smo na avtocesti sprobali, se pravi, vetrno zaščito pri CLA-ju. Z tem spoilerjem in brez. In brez. Aha, in kje najbolj čutiš to razliko? Se pravi, ko so zaščite dvignjene, se čuti manj zraka v kabini in manj hrupa. Sploh pri višjih hitrostih je to zelo. Absolutno. Na avtocesti se je to točno tako tudi izkazalo. No, pa da bo jasno, takšno vetrno zaščito ponujajo tudi tisti klasični Mercedesovi kabrioleti, se pravi tudi tisti iz Stuttgarta. Enako velja tudi za funkcijo Air Scarf, to je tista funkcija, ki voznikovo glavo s toplim zrakom obdaja, ko se recimo vozi v hladnih dneh z odprto streho. Seveda pa te funkcije na tem našem vročem izletu nismo izkoristili. Meni zelo zanimivo je bilo, ko sem se usedel v CLA in to je en tak kruzer tja na jug Francije, ob morje bi ga postavil. Verjamem, da tudi kakšna ugledna dama bi se v njem počutila čisto sproščeno in mogoče, ko te sisteme greš iz Comfort, Sport, Sport Plus, je tako, kot da malo odvijaš ta AMG bombonček, vsakič daš en layer papirja stran in se zna ta avto pol zapeljati tudi dinamično, ko ga rabiš. Dvojni značaj je značilnost praktično vseh AMG-jev. Po eni strani so mercedesovsko umirjeni oziroma prijazni, po drugi strani pa AMG-jevsko razigrani. In na tem AMG rock koncertu smo našli še en poseben ojačevalec. In to je kabrio. Tam so avti mečkom bolj elektronski, mečkom bolj zadušeni in ko si ti brez strehe, tudi tisti spuh dobro slišiš. Po mojem mnenju je ta avto danes boljši od AMG GT-ja, ker nudi več vozniške zabave, odprto streho, več zvoka. Med drugim GT je preveč elektrificiran, preveč kirurški, preveč natančen avto in se mi zato zdi SL bolj primeren za uživanje za voznika. Prav razumem, je ta stik z avtomobilom najpomembnejši, v bistvu bolj kot konji, bolj kot kakšen karbonski del in tako naprej. To, kako čutiš avto, kako v bistvu se sliši zvok teh avtomobilov. Ne? AMG je v mojem srcu še vedno motor spredaj, V8, zadnji pogon in mislim, da se SL najbolje približa tem starim AMG-ovim modelom. Veliko zvoka, veliko nekih pokov iz auspuha in mislim, da je res neka zgodba, ki jo AMG pozablja. Na tem mestu je prav, da pojasniva, zakaj je Gala SL navdušil celo bolj kot GT. Seveda, Gal je lastnik modela SLK AMG, na njem ima celo nalepke Safety Car, no ta avto pa poganja velik 5,5 litrski atmosferski V8, torej navajen je na bolj tisti klasičen oziroma surov AMG. In ko Gal reče, da je GT preveč kirurško natančen, je to pravzaprav pohvala inženirjem, saj so naredili popoln, perfekten avtomobil. Je pa dejstvo, da perfektnost ni nujno tisto, kar si pravzaprav ob nakupu tudi želimo. Je pa tako, da ima pravzaprav vsak AMG letnik tudi svoj karakter. In nasploh je fajn, da če izberemo pravo različico, te avtomobili pravzaprav ne zastarijo, ampak postanejo samo vintage. Je pa bilo zanimivo, kako so po Radio Zvezi hvalili GLE-ja.
Pravzaprav je bilo kar malo kontradiktorno, kako so po eni strani za surov značaj, ob elektriki pa so začeli predsodki kar malo taliti. Tale GLE danes me je kar presenetil pozitivno, v smislu, da ima avto dva karakterja, lahko je zelo udoben, obenem pa lahko, ko ga predstavimo v Sport Plus način, zelo športen, zelo odziven na pospeševanju. In če ga primerjam z SL-om, kar se ne da primerjati. Na prvo žogo ni. Na prvo žogo to ne moramo primerjati, ampak kar se tiče odzivnosti na pedalu za plin, je pri GLE-u veliko boljša zaradi te električne baterije. Rev up, ne? Tega se ne da z električnim avtomobilom. Električni avti in elektrika, gre to skupaj. Ne, to se ne da, ampak sem pa razmišljal o drugi stvari. Danes se mesta zaradi emisij zapirajo za motorje z notranjim izgorevanjem. Tako je recimo v Londonu moraš plačati fi vsak dan, ko greš z benzinskim ali pa dizelskim avtom v mesto. Če imaš pa ti hibrida, lahko pa ta avto uporabljaš vse povsod in tudi to je ena priložnost, da teh avtov vidimo več. Meni se zdi v tem primeru to res zelo pozitivno. Imamo pa še eno druge vrste električno pomoč pri razredu C. Kakor jaz razumem, to deluje tako, da ima električno asistirano turbino, kar pomeni, da turbina uporablja električni motor, da jo prej požene pri nižjih obratih. Kako se to čuti? Zelo linearni pospeški, turbolega je dosti manj kot pri ostalih avtomobilih z enojno turbino. Tudi avto je zelo hiter. Sem bil zelo pozitivno presenečen nad pospeški. Kako pa lahko elektrika pomaga pri tem, da lahko uživamo na kakšni taki dinamični cesti, ovinkasti, kot smo se recimo danes vozili? Meni se zdi, da elektrika najbolj pomaga pri pospeševanju iz ovinkov, sploh če imamo izbrano napačno prestavo. Nam ta električen pogon res da tisti pospešek, ki ga v tistem trenutku najbolj potrebujemo. Če to primerjam lahko z bencinskim motorjem, če smo v napačni prestavi, avto se ne prestavi nikamor. Preden pride v obrate, preden se turbine zavrtijo, traje to par sekund, medtem ko pri elektriki je ta odziv instanten in res dobimo ta pospešek hiter. Pa bi rekel mogoče še to, da smo avtomobilski navdušenci skozi čas vedno iskali hitrejši in hitrejši in hitrejši avto. In mogoče smo prišli do točke, kjer samo bencin ali dizel ni več dovolj. Kakšno leto nazaj sem bil ponosen lastnik 1981-letnik Porsche 911. Tisti avto je imel samo 200 konjev in ko smo se šli skupaj z prijatelji peljati po ovinkastih cestah, sem moral biti res skoncentriran na vožnjo, ker vsaka menjava prestave, ki je nisem perfektno zadel, vsak ovink, v katerega sem šel prepočasi, sem takoj zaostal v primerjavi z modernimi avtomobili. In to, kar ste povedali, če smo se razvadili, definitivno je vožnja modernih športnih avtomobilov dosti lažja in dosti bolj upraviči napake. Včasih si mogel biti res dober voznik, da si lahko krotil hiter in super športen avto. Danes pa so te avti na voljo nam vsem. Lažje pridemo do nekih performancev brez tistega težavnega dela, aspekta vožnje. Debata je potem seveda neizbežno nanesla tudi na elektriko. Mi takšnega predstavnika tokrat sicer nismo imeli, pa čeprav AMG že ponuja tudi samo električni pogon. Ampak očitno je bilo, da je naše ljubitelje športnih vozil stare šole elektrika kar nekoliko presenetila in predsodki so se iz minute v minuto rušili. Ampak na koncu je vseeno prevladalo takšno mnenje. Če lahko damo en primer iz prakse, vsi radi jemo pomfri s kečapom, ampak samo kečapa pa ne bi jedala. Ne? Se pravi, hibrid je pomfri s kečapom. Elektrika je kečap. Tako bi rekel. Kot dodatek je elektrika super. Sama po sebi zna biti malo preveč.